navkljub subvencijam, ki jih ta zakon prinaša, danes se namreč ta zakon sprejema v Državnem zboru, bodo naša podjetja še naprej dobivala precej višjo ceno kot njihovi konkurenti v tujini, predvsem za nas pomembno v Evropi. Če smo zelo konkretni in vzamemo model posebne pomoči in intenzivne pomoči, ki jih ta zakon predvideva in prinaša, potem v primeru, da vzamemo povprečno ceno prejšnjega tedna, po kateri so naša podjetja dobivala ponudbe in nekatera tudi zaključevala zakupe elektrike za prihodnje leto, in ta cena nekje na nivoju 460 evrov za megavatno uro, potem kljub subvencijam je končna cena za naša podjetja nekje okrog 316 evrov za megavatno uro. To je še vedno bistveno višja cena, kot imajo na primer naše konkurence v Nemčiji, v Italiji, Avstriji, v Skandinaviji, Španiji, Portugalski, Franciji in tako naprej. Zdaj, kako smo lahko sploh v tujini konkurenčni, kamor je slovensko gospodarstvo zelo močno usmerjeno. Slovenija je izvozna država in izvoz je motor naše ekonomije, našega gospodarstva. Da ne govorim širše, če smo že zaradi nespametnih potez in pa neodgovorne politike, ki jo Evropska komisija v zadnjem obdobju sprovaja, že izgubili konkurenčnost na globalnem nivoju, to se pravi izven Evrope, jo zdaj mi kot slovenska podjetja, slovensko gospodarstvo izgubljamo tudi znotraj Evrope. Zakaj? Zaradi tega, ker so se nekatere države, ko so videle, da ti modeli, ki jih je Evropska unija želela realizirati in implementirati, ne prinašajo ta pravih rezultatov. Namreč cene na evropskih borzah so še vedno previsoke in zato, kot vidite, so se tudi nekatere države odločile, da grejo neko samostojno pot, so uvedle kapice in podobne mehanizme. Če vzamem na primer samo našo konkurenčnost, se mi pravi z Ameriko. Amerika ima ta trenutek ceno elektrike na nivoju 70 evrov za megavatno uro in plin na nivoju $17 za megavatno uro. Slovenija izvaža tudi v Ameriko. Mi moramo blago pripeljati v Ameriko, določene vrste naših proizvodov imajo tam še carino, 20–25% carine in konkurirajo torej z ameriškimi podjetji, ki imajo bistveno nižjo ceno energentov. Torej, naša konkurenčnost, in to je tudi zbornica skupaj s kolegi iz ostalih zbornic in združenj stalno poudarjala od septembra naprej, nismo želeli, nismo igrali na karto velikih pomoči države, želeli smo samo konkurenčne pogoje za naša podjetja v Evropi.